večer, Bog daj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, na večer pustne nedelje, po cerkvenem koledarju pa 7. navadne nedelje. Ko ste sami že tekom oddaj Domača cerkev opazili, sem veliko snovi za te oddaje uporabil tudi iz naših starih ljudskih navad in običajev. In ker smo ravno na sredini pustnih norčij, se mi zdi prav, da na kratko povem tudi to, kako so te nastale. Stoletja nazaj se je namreč novo leto začelo s 1. marcem in takrat so se dogajale novoletne norčije. Ko pa smo novo leto prestavili nazaj, so norčije ostale, poimenovali pa smo jih pustne norčije. In ker bomo v torek zaman iskali in se spraševali, kakšen svetnik neki je pust, bo zadostovala kratka razlaga gospoda Nika Kureta, ki pravi, da je pust vseh norcev patron. Iz imena pust pa se je pri Slovencih pojavilo še ime Kurent, ki pa naj bi bil staroslovanski bog razbrzdanega veselja ob porajajočem se novem življenju v naravi. Na začetku pust ni imel nobene povezave s postom. Zdaj pride takoj za pustom pepelnica, s katero pa se začenja 40-dnevni post in priprava na veliko noč, največji krščanski praznik. Ob ohranjanju starih ljudskih običajev od debelega četrtka do torka bi lahko dejali, da je vse v najlepšem redu. Lep od torkovi polnočni uri bi morda lahko začeli spoštovati pepelnični dan, prvi dan posta. Včasih so obred pokopavanja pusta opravili že v torkovi noči, ponekod tudi na pepelnico, nikdar pa tega niso počenjali tako hrupno in neokusno, kot to delajo po nekaterih krajih danes. Za verne ljudi, kakršni so bili naši predniki v večini, je bil 40-dnevni post skrajno resnoben čas. Razigranost in objestnost pustnih dni sta se morala umakniti z pokornosti. Pisatelj in duhovnik Franc Aleški Finžgar se spominja, da ko je polnočni zvon oznanil pepelnico, teda je bilo konec vsake mesne jedi in veselja, vse tja do velike noči. No, o postnem času smo lani veliko govorili, tudi letos imamo na razpolago še 6 postnih nedelj, zato naj bi bil ta nocojšnji uvod dovolj za dneve, ki prihajajo. V pretekli oddaji pa sem vam spet zastavil nagradno vprašanje in odgovori so prišli predvsem iz Kamnika, eden iz Motnika in eden iz Radomelj. Sploh pa moram Kamničane pohvaliti glede odzivanja in sodelovanja v moji oddaji. Pritrkavanje ali potrkavanje in pritrkovalci ali potrkovalci je bil pravilen odgovor na moje vprašanje. Kar lep dopisnic sem dobil in žrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo tudi tokrat prejel nagrado. Tokrat pa bo to Balantič Karmen, Vavpotičeva 7, pošta Kamnik. Svečano zvonjenje se imenuje potrkavanje, tisti, ki to izvaja, pa se imenuje potrkavec. Pritrkavanje, pritrkovalec, posebno pravilno. Za kratek čas pa bomo nocoj skočili še na Dolenjsko in sicer v neposredno bližino hrvaške meje, točneje v Pleterje na obisk Kartuzije. S pomočjo našega farana iz Sel. Imam tudi enega prijatelja še Pleterja, ki ima duhovnik Toš in je bil prej na Seleh, zdaj pa tam že star not je kot v eni celici, ampak je pa živi kot puščavnik. Sicer še mu povem, tam ne je vsa nič, nimajo shoda, nimajo nobene take stvari, zabave ali radija ali televizije. Mi je skoraj v celoti uspelo priti v notranjo samostana in ga posneti.
Slovenskemu narodu red kartuzijanov ni tuj, čeprav ga od blizu ne poznamo preveč. Mogoče zato, ker je to zelo strogi red, v katerem je prva stvar molitev v samoti, skromno življenje ob najskromnejši hrani brez mesa in v času posta samo voda in kruh. Ženske žal ne smejo prestopiti praga samostana. Na glavnih vratih prve kartuzije Grande Chartreuse v Franciji piše: Menihi, ki so posvetili svoje življenje Bogu, se vam zahvaljujejo, ker spoštujete njihovo samoto, v kateri molijo in se darujejo za vas. To redovno naselbino je ustanovil leta 1084 sveti Bruno skupaj s 6 prijatelji. V času, ko je pohlep zasekal hude rane v telo cerkve na čelu s papežem Gregorijem VII, so hoteli kartuzijani z molitvijo podpreti napore cerkve za obnovo. Kartuzijani molijo, ker ljubijo bližnjega. To je njihov poklic, njihova dolžnost, za katero so se samovoljno zavezali. Težnja vsakega kartuzijana je, da dela za rešitev duš, da je apostol, da razsvetljuje in rešuje svet z močjo molitve in žrtve. V tej zavesti molijo za svoje bližnje, za svoj narod in za vse človeštvo. Da bi omogočili tako samotarsko življenje molitve in dela, ter ostali med seboj povezani, so Bruno in prijatelji postavili v samotni dolini kapelo in okoli nje za vsakega redovnika svojo hišico. V podobnem stilu pa so grajeni vsi kartuzijanski samostani. Na naših tleh so nastale kar 4 kartuzije, do danes pa se je ohranila le še najmlajša, in sicer v Pleterjah pod Gorjanci. Le to so leta 1403 ustanovili celjski grofje.
Življenje menihov v temnih celicah ali majhnih hišicah je nadvse skromno. Niša s posteljo, molilni kot, mizica in priročna knjižnica. Spodaj ima vsak menih prostor za ročna dela in orodje. V vsakem prostoru živi le en menih. Mir in tihota sta ob molitvi in postu glavna spremljevalca njihovega življenja. Združujejo se v skupni molitvi po dnevi in po noči. Kartuzija Pleterje ima svoje pokopališče, svoj nasad vsakovrstnega sadja in na kratko bi lahko dejali, da je to mesto v malem. Iz pleterske kartuzije prihajajo številnim obiskovalcem ponudbo sadike raznih dreves, spominki, pijača, zdravila in še kaj. Sam sem lahko skrivoma videl le to, kar nocoj vidite vi. Stat crux dum volvitur orbis, ali v prevodu, križ stoji, medtem pa se svet spreminja. To je geslo kartuzijanskega reda. Naj delček njihovega reda preveva tudi v nas v času letošnjega postnega časa, da bomo čim globje doživeli prihajajoči praznik Gospodovega vstajenja. Pa z Bogom.